slišim besedo gasilec, pomislim na ekipo, na solidarnost, na uigranost, na skupno reševanje kakršnega koli problema, recimo. Gasilska brigada Ljubljana, super fantje. Mesto Ljubljana ima organizirano gasilstvo od leta 1870, ko je bilo ustanovljeno prostovoljno gasilsko društvo, v začetku 20. stoletja pa se je pokazala potreba po ustanovitvi stalne gasilske straže. Decembra 1920 tedanji župan dr. Ivan Tavčar naroči Franu Barletu, naj pripravi načrt za posodobitev gasilstva in ustanovitev stalne gasilske straže. Maja 1922 je novi ljubljanski župan dr. Ljudevit Perič imenoval Janeza Kolešo za gasilskega referenta z nalogo, da organizira poklicno gasilsko stražo. Prva dva poklicna gasilca so v mestu zaposlili konec julija 1922. V oktobru je bilo zaposlenih že 10 gasilcev, od katerih je bilo 6 stalno prisotnih. Torej že lahko govorimo o pravi gasilski enoti. Poklicni gasilci so dobili prostore v mestnem domu, današnjem Šentjakobskem gledališču, in sicer telefonsko sobo, pisarno, skupno spalnico za moštvo, kuhinjo in polovico garaže prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana mesto. Oprema je bila zelo skromna. Brizgalna, nekaj cevi, najnujnejše orodje, lestve in oprema za 10 mož, za prevoz bolnikov pa 2 reševalna voza, na konjsko vprego in 2 para konj. Že naslednje leto pa je enota dobila predelano tovorno vozilo Fiat in novo gasilsko vozilo z brizgalno. Prvo avtolestev je poklicna enota dobila leta 1934. Ta 30-metrska naprava je bila v uporabi vse do leta 1970, od ustanovitve do leta 1946 so bili gasilci uslužbenci mestne občine, enota pa se je imenovala Gasilski urad in reševalna postaja. Leta 1947 so gasilci postali uslužbenci milice, enota se je preimenovala v gasilsko milico, reševalna postaja pa se je izločila in postala samostojna. Leta 1954 je gasilska enota postala poklicna gasilska četa in je nekaj časa delovala kot zavod, od leta 1972 pa se imenuje gasilska brigada in je bila organ mestne skupščine. Od leta 1991 deluje kot javni zavod mesta Ljubljana. V 90-ih letih se je gasilska brigada enkrat selila na novo lokacijo, to je bilo leta 1960. Lokacija sedanje gasilske postaje gasilske brigade je na Vojkovi ulici 19 za Bežigradom. Postaja se nahaja v neposredni bližini mestnega središča in ima zagotovljen ugoden izvoz na ljubljansko severno obvoznico ter po njej dostop do bolj oddaljenih območij ter pomembnejših cestnih povezav. Večji del mestne občine in samo mesto je z te lokacije dosegljivo v času krajšem od 10 minut. Gasilska brigada Ljubljana posreduje ob vseh vrstah nesreč, tako pri manjših in velikih požarih, tehničnih intervencijah, prometnih nesrečah, nesrečah na in pod vodo, reševanju iz višin in globin, posredovanju ob nesrečah z nevarnimi snovmi ter vsem ostalim nesrečam in nezgodam, ki se zgodijo v Ljubljani in njeni neposredni okolici. Usposobljenost gasilcev Gasilske brigade Ljubljana je na izjemno visokem nivoju, saj so že sprejemna testiranja kandidatov psihofizično zahtevna in jih opravijo le najboljši. Gasilci morajo v gasilski šoli osvojiti in prikazati vse vrste praktičnih ter teoretičnih znanj z področja gašenja, požarne preventive, ravnanja z vrhno tehniko, delovanja na višinah in v globinah, plavalnih sposobnosti, osnov mehanike in strojništva, elektrotehnike, nujne medicinske oskrbe
ter še obilo ostalih znanj, ki jih vsakodnevno uporabljajo. Prav tako se morajo vodje in tudi gasilci znati soočiti s stresom, saj so pogosto udeleženi v travmatičnih dogodkih, v katerih je psihološka stabilnost potrebna tako za njihovo kvalitetno delo oziroma stabilizacijo stanja ponesrečenih. Gasilci niso sami sebi namen. Tukaj so zaradi ljudi, ki potrebujejo pomoč ali znanje iz področja preventive ali tehničnih svetovanj. Prav radi pa v gasilski brigadi svojo dejavnost predstavijo tudi najmlajšim. Imate zelo super maske za ogenj. Aha, super maske. Ja, in kaj delajo gasilci še? Rešujejo ljudi, ki padejo v vodo, a ne? Pa ki je dim, pa ogenj. Glavnem super. Gasilci rešujejo ljudi, ki so v težavah in pomagajo tistim, če se kdo ponesreči, ne? Ja, ali pa utoni v vodi. Kaj misliš, kdo so gasilci? Pač tisti ljudje, ki pomagajo pri različnih stvarih, ki jih navadni ljudje ne morejo, Ja? pa rešujejo različne težave. Ker vsi, ki so bili in so še danes zaposleni v gasilski brigadi Ljubljana, sestavljajo veliko družino, se tudi na tem področju ohranjajo vezi, prav tako pa se prenašajo bogate izkušnje starejših ob marsikateri težki in nepozabni intervenciji. Ob prelomu tisočletja sta bili v skrajno racionalen program razvoja v zvezi s tem zapisani dve ugotovitvi. Prva je ta, da z vzpostavljanjem dodatnih postaj s poklicnimi gasilci ne bo mogoče pričeti pred razrešitvijo problematike glavne postaje gasilske brigade. Zato v tem času potekajo priprave za izgradnjo novega objekta. Uradni naziv je Center zaščite in reševanja, kamor se bo preselila tudi gasilska brigada Ljubljana. "90 let pripravljenosti, 90 let dela, 90 let ohranjanja tradicije plemenitega poslanstva naših predhodnikov, vse to nas bo motiviralo, da bo tudi v prihodnje naš skupen cilj hiter in strokoven odziv na pomoč ljudem, ki našo pomoč potrebujejo. Lahko vam zagotovimo, da so za nas pomoči potrebni ljudje na prvem mestu, saj smo ljudje na pravem mestu."